Bom počasi začel z predstavitvijo strokovne monografije, ki je izšla pred kratkim v okviru delovanja projekta SVLO. Naj najprej povem, da projekt vstopa v 4. leto svojega izvajanja, trajal bo do septembra leta 2022. In v tem najnovejšem zborniku besedil sodelavcev in sodelavk na projektu SVLO je na zelo natančen, podroben, dober način prikazano vse, kar je doslej nastalo v okviru uresničevanja oziroma izvajanja tega projekta. Naj povem še, da je ta izdelek, ta monografija, tretja v vrsti, v seriji monografij, ki jih je izdal Cirius Kamnik v zadnjih 3 letih, če se omejim zgolj na to obdobje. Dejansko smo začeli izvajati oziroma izdelovati, če lahko tako rečem, serijo publikacij pred 3 leti. Vse publikacije imajo enotno obliko in jo bodo imele tudi v nadaljevanju. Torej, začeli smo s serijo. Prva monografija v tej seriji je inkluzija oziroma ima naslov Inkluzija otrok s posebnimi potrebami s podnaslovom Za družbeno pravičnost. Druga iz te serije je znanstvena monografija z naslovom Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami. Tretja je ta, o kateri bom v nadaljevanju spregovoril podrobneje. Ta hip pa je tako rekoč že skoraj narejena 4. Tukaj prikazujem zgolj delovni naslov, naslovnica seveda še ni narejena, ampak za potrebe te predstavitve naj povem, da je tako rekoč že skoraj izdelan tudi priročnik z naslovom Gibalno ovirani otrok gre v šolo, s podnaslovom Priročnik za učitelje. Ta 4. knjiga, 4. monografija v seriji, o kateri govorim, bo izšla septembra, najkasneje na začetku oktobra tega leta. Sedaj pa na kratko o monografiji, strokovni monografiji, o kateri sem nameraval povedati nekaj več. To je naslovnica te 3. monografije iz naše serije. Naslov je Hendikep, družbena pravičnost in enake možnosti. Naj ob tem povem, ne vem, zakaj bi bili lažno skromni, da je serija, o kateri govorim, se pravi serija, ki ima že 3 monografije, na vrsti je 4., pripravljamo pa tudi že 5., da je torej ta serija strokovnih in znanstvenih publikacij taka, da se brez težav primerjamo z vrhunskimi znanstvenimi inštitucijami v Sloveniji. Marsikatera od njih ni izdala v 3 letih 3 oziroma 4 in celo do konca leta bomo izdali 5 strokovnih oziroma znanstvenih monografij. Mislim, da je to več kot dober razlog za praznovanje in naj kar ob tej priložnosti vsem avtorjem in avtoricam, ki ste sodelovali pri vseh teh zbornikih in še pri nadaljnjih zbornikih, ki še nastajajo, čestitam za res izvrstno
delo, za dobro sodelovanje. Delo na teh monografijah je zelo zahtevno, ampak se je tudi pričakovano oziroma je tudi prav, to so res, res dobre publikacije. Naslov torej te monografije, o kateri govorim, je, kot sem rekel, Hendikep, družbena pravičnost in enake možnosti. Tole je na kratko vsebina poglavij te monografije in tole so avtorji oziroma avtorice vseh prispevkov. Naj povem, da se zbornik oziroma monografija uvršča v krog tistih publikacij na svetovni ravni, ki prinašajo sodobne ideje, sodobne prakse, najnovejše koncepte z področja družbene pravičnosti, otrok, mladih ljudi in drugih s posebnimi potrebami, inkluzivnosti, skupnostne skrbi, ranljivih družbenih skupin in podobno, kar je še takih izrazov. Zato je v monografiji tudi jasno izpostavljeno, znotraj katerih 8 koordinat se giblje ne samo projekt SVLO, ampak vse že omenjene publikacije, vse se naravnavajo na to, kar je strategija Evropske unije za hendikepirane osebe za obdobje 2010-2020. Nastajajo nove strategije, ki pomenijo nadgradnjo te in v nadaljevanju izvajanja projekta SVLO se bomo tudi mi držali teh sodobnih, res dobrih, pomembnih koordinat razmišljanja in delovanja na področju ranljivih družbenih skupin, inkluzivnosti, približevanja trgu dela in podobno. V publikaciji oziroma v tej naši strokovni monografiji je že v veliki meri prikazan, opisan, orisan, izdelan model, ki smo se mu zavezali z prijavo pred 3 leti, ko smo želeli vstopiti, če lahko tako rečem, v svet, v katerem s pomočjo evropskih socialnih skladov in države Slovenije nastajajo sodobni pogledi, sodobni načini razmišljanja o delu z mladimi, gibalno oviranimi in drugimi mladimi ljudmi s posebnimi potrebami. Model je usklajen z vsemi sodobnimi smernicami, koordinatami, strategijami Evropske unije, zato nas ni niti malo sram oziroma nam ni nerodno dati tak priročnik oziroma tak zbornik od sebe. In v nadaljevanju naj povem, ker sem tudi zaposlen delno na projektu Strokovni center, kjer sem zadolžen za publicistiko, da zelo resno razmišljamo, da bomo vsaj del naše publicistične dejavnosti prevedli tudi v angleški jezik, tako da bo naše delo dostopno tudi na svetovnem odru, če lahko tako rečem, ne zgolj na domačem oziroma na tistem odru, kjer so tudi drugi ljudje, ki znajo slovenski jezik, seveda tega zna samo približno nekaj več kot 2 milijona ljudi, več pa ne. Torej, se zelo trudimo, da bomo svoja spoznanja priobčili tudi na svetovnem odru. Angleško pač govori nekaj milijard ljudi, slovensko pa, kot rečeno, nekaj milijonov. Naš model, naš način, vse naše prakse, vse naše dejavnosti, ki so v monografiji tudi
bogato slikovno predstavljene. V njej je 90 fotografij, s katerimi pokrivamo vse dejavnosti, vsaj z eno fotografijo, ki smo jih doslej razvili. Naj opozorim, da je na naslovnici pogled na mlade, vsaj nekatere, ki so vključeni v naš projekt, in vse skupaj je pred torej vstopom v naše učno stanovanje, ki je pomembna pridobitev projekta SVLO. Naj na kratko spregovorim še, kako se izraža ali pa kako lahko prikažemo model, ki ga razvija projekt SVLO. Projekt je narejen tako, da spodbuja in krepi ne zgolj individualne obravnave otrok oziroma mladih, ampak predvsem koncepte in ideje skupnostne skrbi, kar pomeni, naš model je model mreženja, je model, ki govori o tem, kako naj bi se v lokalnih okoljih, kjer živijo mladi s posebnimi potrebami, različni partnerji, deležniki povezovali v mreže in razvijali prakse in ideje skupnostne skrbi. Ideja skupnostne skrbi je pomembno povezana z neko drugo idejo, ki je pogosta v strategijah Evropske unije, in to je ideja deinstitucionalizacije. Sodobni poudarki pri usposabljanju, rehabilitaciji, habilitaciji, izobraževanju mladih ljudi je skupnostna skrb, predvsem skupnostna skrb. Ima toliko pozitivnih učinkov, da jih tukaj seveda ne bom niti našteval, so pa vsi predstavljeni v naši monografiji. Torej, na kratko, sheme, strukture skupnostne skrbi, ki jih predstavljamo v našem zborniku, so lahko tudi prikazane tako, kot je zdajle videti na zaslonu. Gre za shematične predstavitve, kako so ljudje vpeti v mreže, kateri ljudje, kateri partnerji, kdo vse v lokalnih okoljih je bil na primer doslej povabljen k sodelovanju, da smo skupaj razvijali te mreže. Naj povem, da je teh deležnikov, teh partnerjev zelo veliko. V naših poročilih, ki jih pošiljamo vsako leto na Ministrstvo za šolstvo, je naštetih, zdaj mislim, da že več kot 50 različnih partnerjev v več lokalnih okoljih po vsej Sloveniji, od koder so mladi ljudje, ki se šolajo in usposabljajo, bodisi na Ptuju, ki so vključeni v delovanje društva Sožitje, ali pa v Cirjevskem. Naj za konec poudarim, da je strokovna monografija, ki jo predstavljam, v celoti usklajena ne samo z strategijami Evropske unije, ampak tudi z dokumenti, ki jih izdaja svetovna organizacija OECD. Tukaj na desni strani je naslovnica publikacije, mislim, da zajema okrog 28 strani, kjer se Slovenija predstavlja svetovnemu občestvu, če lahko tako rečem, in zelo natančno spregovori, čemu se je zavezala, katere reforme, kaj vse namerava narediti v prihodnosti za razvoj, med drugim tudi za razvoj področja, na katerem se udejstvujemo mi, to je področje zaposlovanja ranljivih družbenih skupin oziroma, kot se reče v žargonu, na področju dodatnega usposabljanja za približevanje trgu dela.
Na levi je podobna publikacija, samo da velja za Švedsko, ki je ena najbolj razvitih držav na tem področju, in z veseljem in z res veliko mero spoštljivosti poudarjam, da se naša monografija uvršča med vse te, ki sem jih doslej naštel. Govorim o evropskih strategijah oziroma o dokumentih, ki govorijo o evropskih strategijah, o teh dveh dokumentih, ki sta tukaj na zaslonu, in o projekcijah, če lahko tako rečem, z dokumenti, ki so še v nastajanju, ki pripravljajo strategije za obdobje 2020-2030. Čisto na kratko še, jaz se opravičujem, ker je tole v angleščini, enostavno nisem imel časa, da bi lahko to prevedel, ampak saj ne gre toliko za podrobne opise vsebine dokumentov, o katerih govorim, gre samo za čisto kratek vpogled v besednjak. Se mi zdi, da je to zelo pomembno, v besednjak, ki ga uporabljajo ali pa ki ga najdemo v teh sodobnih dokumentih, in podoben besednjak oziroma kar enak besednjak, mestoma je še znanstveno oziroma teoretsko mnogo bolje opredeljen kot v teh dokumentih. Torej v naših publikacijah, zlasti v tej, o kateri zdaj govorim, je besednjak res na ravni tega, kar zasledite v sodobnih znanstvenih, strokovnih publikacijah oziroma v strategijah, naprimer evropskih strategijah za razvoj v obdobju 2020-2030. Zato bi poudaril tudi, da velja enako za poudarke, ki jih v publikacijah, o katerih govorim, izrecno izpostavljajo. Tukaj vidite, so priporočila organizacije OECD. To so besede, besedne zveze, ki so v osnovi, v podlagi vseh strategij, ki zdaj nastajajo za obdobje 2020-2030, kar pomeni, da bomo tudi v nadaljevanju našega projekta sledili tem priporočilom, ki so zares dobro utemeljena, ki so v bistvu povzetki sodobnih znanstvenih spoznanj o delu na področju družbene pravičnosti, inkluzije ranljivih družbenih skupin, če lahko tako rečem. To je še ena kratek vpogled v besedilo oziroma v kazalo, v vsebino švedskega dokumenta, ki sem ga prej omenil. Naj torej še enkrat na kratko povzamem. V strokovni monografiji z naslovom Hendikep, družbena pravičnost in enake možnosti razvijamo model, s katerim se uvrščamo v sodobne tokove dela z ljudmi s posebnimi potrebami, z ranljivimi družbenimi skupinami, ki presegajo zgolj posamične obravnave z otroki oziroma z mladimi ljudmi, ki nadgrajujejo sicer potrebne obravnave, ki nadgrajujejo delo s posameznimi otroki. Zato je v podnaslovu naše monografije družbena pravičnost in besedna zveza enake možnosti. Naj na kratko še komentiram ta izraz, ki ga sicer v publikaciji razdelam na dolgo. Izraz enake možnosti celo ni najboljši, kajti tako rekoč nemogoče je pričakovati, da bi v družbah imeli vsi ljudje enake možnosti. Enake možnosti to je izraz, ki je morda bolj primeren, če kupite srečko oziroma skušate zadeti na loteriji. Vsi ljudje, ki kupijo srečko, imajo enake možnosti, da zadenejo jackpot.
V družbah je seveda tako, da se nikoli ne bodo rodili ljudje z enakimi možnostmi. Vedno bodo razlike med njimi. Zato je bolje govoriti in v monografiji o tem na dolgo tudi spregovorim, je bolje govoriti, uporabljati en drug izraz in to je enak dostop do možnosti oziroma priložnosti za uspeh v življenju, za uresničevanje svojih potencialov in podobno. Enak dostop je seveda nekaj drugega, kot imeti enake možnosti. Enak dostop pomeni, da se mora veliko zgoditi v družbenem polju, da se mora veliko zgoditi v državi, na področju zakonodaje, na področju strategij razvoja občestvenega življenja, da bi imeli različni ljudje vsaj približno enak dostop, naprimer do kapitala, naprimer do infrastrukture, naprimer do možnosti za zaposlovanje in tako dalje. No, s tem bi jaz zaključil tole kratko predstavitev naše monografije, več o vsem tem seveda bo dobrohotni bralec oziroma bo dobrohotna bralka našla v sami knjigi, ki jo res priporočam in upam, da bomo v jeseni in kasneje prek drugih dejavnosti, kot so konference in razširjanje knjig po slovenskih knjižnicah, predstavitev v šolah in drugje, uspeli razširiti naš model, ki je zares dober po vsej državi na način, ki si ga zasluži.